Nisem že marsikaj zakurila. Kaj si zakurila? A za nalašč? Ja, pa mi radi kurmo doma. Mi smo odraščali v divini, mi smo v naravi, ne glih na vasi, na samem, tako da... Več ali manj? Z Urško Majdič Umo. Z mano tokrat v Več ali manj je Nejša, ko mi sem čakala, da te dobim v studio. Dobrodošla. Dobro jutro. Dobro jutro. A si jutranja oseba? Zbujam se ful zgodaj, ne spim več kot 4-5 ur v kosu, pa poležavam. Ja, pa kavo pijem, pa mačko božam, pa razmišljam, kaj je smisel vsega, pa grem nekako live. A res, a ne zaspiš nazaj? Tako da, ne, če pa zaspim nazaj, so pa vedno moraste sanje. Noč me pa videla ob 6 na Šmarni, razen če bi bila direktna, pa bi se dotavala tja. Zjutraj sem se parkrat tako zbudila, pa rekla, da grem na tešče malo gost. In sem se nekako obrnila čez 10 minut, ko sem bila že cela penasta, pa trosoča, tako da, ne, je treba dan počas začeti, ker meni se stvari dogajajo na popoldne zvečer in šparam taktično energijo. Aha, taktično, ok. Ustvarjaš pa po noči bolj, ali kako, ali čisto odvisno? Ka bi lahko jaz vsem tem idejam, pa vsem tem kanalom, pa ne vem, kva rekla, model od 3 do 5 danes, okej. Tako da, ne da se z njimi zmeniti, s potočkom ustvarjalnim se ne da zmeniti, da se on odloči, da bo nekaj profuro, ni pa rečen, da bo mi zdaj to laufala, orenk snemati. Včasih si samo zacahnam, včasih zamrmram v telefon, kukar je, ampak se veš, že sedenje ob reki, pa vlečenje verzov iz neba je ustvarjanje, tako da zato res ni cajta. Mislim, da smo mi ustvarjalci 24/7 v službi. Ja, ne moreš tega ločiti od sebe, a ne? Ne, pa bi rada. Bi rada, da bi se malo spočila. Ja, da bi rekla, zdaj pa gmah utihnite v glav, zdaj grem jaz, ne vem, meditirati. A lahko meditiraš? Ti uspe to? Veš ko, meni uspe misliti na nič. Meni se zdi to največji uspeh v smislu meditacije, ampak meditirati, hotela sem reči, hočem se odklopiti od teh misli, ki skačejo ena čez drugo. Ampak, da bi pa prav tako nekako vodene meditacije se šla, to mi je pa že ratelj brez veze. Kje pa se odklopiš, recimo? Kje pa se odklopiš? Kadar se fajn fizično prekuram, pa pridem nekam na vrš, rečem, kakšna dobra gora. Ni fajn, pa tudi v tem, v tej hoji, ne vem, v tempu. Jaz si zadam tempo in ga držim od začetka do konca istega in rad tako ena mantra tisti. Ja. A veš, sej, preka sva rekla meditacija. Jaz sem najprej pomislila na tisti, da ti nekdo narekuje, glava je težka, roke so težke, ne, začutite čakro, vrtite jo. Meni je to tako pase. Meni je samo, da naredim si luft v glav, je to meni, wow, ampak to res pride s tem, da grem čez telo, da ga do neke mere res, tle imaš. In veš, da sem razmišljala, da bi šla na kakšno dolgo pot, kakšen kamino. To je dobro, nekam daleč bliže sebi. Ja, da hodim, ker jaz štejem, jaz skozi štejem. Mene sfokusira to, ali pa defokusira v smislu tega, da preženem tudi te vrteče misli, da štejem korake, skozi štejem. Ne vem zakaj, ampak to me nekako drži pri pamet. Ja, sej to je čistko, je neko, tudi tako znanstveno ozadje iza tega, no. Tako da to je kar 5 za tem. Bom štela. Deva še kakšen evro več prešteti v life. Nejša se ni spremenila, odkar jo poznam drugače. 20 let letos na glasbeni sceni. Isto sraje, isto pakovaje. No, ampak v dobrem smislu. Meni je bilo všeč, da si bila vedno taka neposredna, držala si se svojega, tiste svoje ideje, svoje originalnosti, v bistvu pristnosti, a ne? A to drži? Ja, pač... Še vedno drži. Štorijo imam zapovedati, če ne bi imela, bi poslušala drugače pa ljudi jih toliko spravim zraven, da vplivajo name, na moje izdelke, na moje vse skupaj, kar ustvarjam, kakor doprinesajo. Tako da nimam veliko placa za kompromise, so pa določeni ljudje, ki jih poslušam, ker skupaj se ustvarjamo, pa tudi ni rečeno, da jih bom dolg, ali bom pa kakšne druge, ali pa nam nobenega. Je pa res, če si ti pred mikrofonom, za inštrumentom, v bendu, ne moreš vedeti, kaj je glih zunija, kaj se dogaja. Zato pa moraš imeti producenta, ki mu zaupaš. Jaz bom sem rekla, da konstantna, ki je pri meni, je producentsko-založniška ekipa. A ne, Rdičevič, Naja, Sara, Mateja, Nika Records,
svaka vam čas, da me gledate že tako dolgo. I love you. Lepo, da se Stali pa pridejo, grejo, zdaj imam pa band že zvest, full dolgi in tudi z njimi snemam in ustrajam, da skupaj naredimo, če le lahko in tudi ta zadnji komad je tak izdelek. Ja. Moram reči, da mi je zelo všeč ta zadnji komad, ki je prav tak brezkompromisen, dolg je, ker se razvija, ker ima svojo strukturo, ki je zelo premišljena in taka se mi zdi zelo iskrena. Samo še tole preden greva na vprašanja več ali manj. Kako si se mogla potruditi, da je tak komad, kakršen je? Ta komad je imel milijon porodnih krčev. Najprej se ni hotel sestaviti v smislu kombinatorike delov. Jaz sem dobila par skanaliziranih vrstic, neko močno sporočilo, neke žene možu. Prav sem si rekla, mater, kjere naloge imam jaz na tem svetu? Pa sem naredila vse okoli tega, vse sem dopisala, vse sem pri korusu, refren močen, res tak refren, ki čas ostal. To se mi zdi res pomembno, da naredim. In pol, kar nisem se hotela zložiti, vokalno, ali prenisko, ali previsok. Jaz grem od čist nizkega G do visokega gor, mislim oktavo, preskočim v načinu petja refrena, torej mora biti oboje komfortno. Pol mi je bila kitica preniska, ko bi le vedela, da več ne bom prišla. Jaz sem se tako mantrala, Urška, res. Ampak sem nekako na koncu zložila te levo kocka v eno sosledje. Neki me je držal za rame in me tišal dol tamle čez cesto. Od vas imam svoj ustvarjalni kotiček, svoj studio. In se je dvakrat par ur resno te kocke sestavljala, iskala načine, iskala tudi en žmoh, v smislu, kakor en žmoh hočem. Pa sem nekaj, te gremo v ta akustični, bogat, lep band, dajmo pedal stil, dajmo mal ga začarati, mal ga nesmo v en tak, ne čist straight pop balado, ampak res eno tako lepo klavirsko balado, tako da sta klavir in vokal kralja in ta ženska moč v glasovih. Ok, in zdaj mislim, da je to nova doba prebojenja zate. Po 20 letih kariere, 26. junija boš imela veliki koncert. Kaj pripravljaš v Križankah? Pripravljam, kako ne rečem. Jaz bom govorila o superlativih, ki se pa se bojo tudi zgodili. Tako, pripravljam en megastičen večer, bom rekla, ker to bo audio spektakel. Ja, supernejša. Nejša zažiga. No, dobesedno klavir pred kratkim. A boš Križanke zažgala? To ne, to če kulturna dediščina. Če ne drugega, raketo na uni torti pol z 20 gor na afterju, to definitivno. Drugače pa takole, pred simfoniki sem bila tam leta 2006. Ja. Ti smo nas prodali v trajno oka, no? Zdaj se še trudimo, malo drugačne. Ampak je pa to bilo eno prizorišče, na katerega v bistvu se vračam v isti zasedbi s svojim bandom in z veličastnostjo simfoničnega zvoka, da nekako to povežem tudi svojo tisto žilico, ki je jaz kot komponistka, ustvarjalka, pianistka, avtorca in tudi kot v bistvu neka pop pevka, kant avtorca, tisto sled, ko sem jo jaz, v bistvu gas, ki sem jo zaorala takrat, tudi svojim, kako ne rečem, svojim sledečima, sem pripeljala do neke mere, do enega osmišljanja, da se konc koncev da s tem čez prideti, če si res iskren, če si res ustrajen, pa do neke mere tudi trmast. Pejva na format več ali manj, to so take kratki odgovori, torej več ali manj kot 20, glede na to, da si 20 let na sceni. Dober. Torej, več ali manj kot 20 krat si zažgala inštrument v svoji karieri? Manj. A samo enkrat ta klavir v zadnjem videospotu? Nisem že marsikaj zakurila. Kaj si zakurila? A za nalašč? Ja, mi radi kurimo doma. Mi smo odraščali v divini, mislim v naravi, ne glih na vasi, na samem, tako da lepo reči lepo govorijo. Ne, ta klavir je bil dotrajan. Jaz nisem oskrunila enega žlahtnega inštrumenta. Jaz sem ga sam nekako obredno zažgala. Ok, več ali manj kot 20 ur na teden deluješ v mali šoli rock'n'rolla. To seveda ni samo glasbena šola, si tudi mentorca in vse. Včasih tudi več. Več kot 20 ur na teden. Ja? Če se delajo plate, če se delajo komadi, če se snimajo
tiste oring stvari, ne zdaj demoti, pa neke predprodukcije, pa aranžmaji, pol so tudi ponovadi 6 do 8 urni sešni. Ja, jaz pridem kar Suzana domov, mačke me sovražijo, ko me nič ni, ampak se pravi, moj fokus je avtorska pravica. Jaz znam komade pisati in jih bom napisala vsem, ki si to želijo. In najhujše je, kakšne te pisarniške posle dela, takrat, ko treba račune izdati, pa porihtati, pa poglej, strana šipa. A veš? Tako da preteram zaradi tega, da so ure efektivne, da smo zbrani, da smo v super fokusu in da, ko gre človek od mene domov, reče, tole pa dela. No. In to je moj talent in to znam narediti in to z ljudi tudi povlečem. Ampak potem po taki tenzi rabiš tudi rehabilitacijo. Tako da več ali manj kot 20krat v karieri si zaželela, da bi ugasnila telefon in šla na svoj planet. Večkrat in to tudi naredim. In se najavljam čez vikend na poslovne klice, če nimam špila, če to ni treba, če nisem sred zadev in če nisi moj top 5 friend ali pa moja familija, bež stran. Več ali manj kot 20krat v karieri si bila pa potem neočakana, potem nekaj narediti, neki nov komad, nov projekt, nov album. Neočakana. Zdaj takoj. Ponovadi po dopustu to pride, ali pa? Ne. Nisi neočakana. Si bolj tako Jaz sem bila neočakana, da bi mi hitro ratal. V smislu tega, da ne rabim več razmišljati o denarju, da denar dela zame. Pod prvo. Govoriva o uspehu, ki je posledica, da nekaj dobro počneš in da to množica prepozna. Zdaj se glupo sliši, kar rečem, denar, tako in the face. Ampak denar je v bistvu ekvivalenten notranjemu miru. Ko imamo midve položnice plačane, ko smo midve, ko nismo v preživitvenem načinu, takrat še lahko cvetiva in kot rožice, in kot ženske, in kot umetnice, in kot, ne vem, vse te vloge, ki so zame v bistvu bolj privilegirane, ker jih gledam v življenju, ker jih pač ne morem zvost, ker sem survival. Ampak ti povem, da ta neočakanost je bila res v tem smislu, kdaj bom lahko jaz zase tako poskrbela, da sem lahko oddahnila. Pa sem pa ugotovila, glede na svoj lifestyle, glede na to, da več zgonem, ko zaslužim, glede na to, da rabim na sebi trošim, se razvajam in tako kot bližnje, bo to itak težko in da mi še ni impossible. Tako da jaz mislim, da energija mora krožiti, mi moramo vlagati eno drugega, se podpirati, prijatelji morajo kupovati karte za koncerte, mi moramo kupovati od prijateljev storitve, izdelke in tako mora biti. Tako, kot so včasih menjali krompir za čebulo ali pa, ne vem, zrezke za solato si vsem, moramo mi zdaj en drugemu takole pomagati in si biznis delati. No, ko so že pri tem, več ali manj kot 20krat si naredila nekaj proti na svetu drugih. Si rekla, ne, hočem po svoje. Pa so ti nekaj drugega svetovali. Ne, moraš tako narediti, moraš. To je ono. Ta glup stavek, ti bi mogla. Pa ga zelo velikrat slišimo vsi. Ja, to je zelo dobrodušen lahko na svet, ampak to samo pomeni, kaj bi nekdo drug naredil na tvojem mestu, če bi bil on tam. Ampak on ni na tvojem mestu, ni v tvojem telesu, ni v tvoji glavi, ne čuti tvoje zmede ali pa tvojega fokusa, nič ne čuti. On samo predvideva, pa mogoče iz ene objektivne slike sklepa. Torej, to mnenje ni za stran vršt, ga je zavzeti za neznanje, ampak če zarezonira s tabo, ga poslušaš, če pa ne, ga pa odvržeš, ker osebno mnenje od ljudi, ki ti osebno nekaj pomenijo, ima neko veljavo. Ok, več ali manj kot 20krat na mesec imaš v avtu preveč težko nogo, daš preveč na gas, pa glasbo preveč na glas? Jaz sem šla včeraj v 60-130. Ko sem imel model na enem intervjuju, pa sem ga tako zaradi prometne. Lej, moja noga je najtežja, zato pa bi najrajš vozila traktor, kamion, bager, težka mehanična, bo rekla, težka delovna vozila zaradi tega, da me nazaj drži. Lej, ti sam povej, ko boš na cesti, da bom jaz dala na Radio Express lepo glas. Umaknite se ceste, Nejša prihaja, tako da... Drugače pa Jano, moram reči, da me je bolj koštal telefon, kot zdi gas. Ampak se zato vozim SUV-ja, da sem bolj gospa. Kupila sem si normalnega. Rekla je, da se je umirila, prosim.
Ja, zdaj pač bom rekla, ne uživam, rada imam velike stvari, tako kot velike čovne, velike avte, velike zadeve, pri čovnih, da ne čutim tega guncanja, to mi je prav jahta, če že čovn, mora biti jahta. Tako, pri avtih mi pa pomembno zdaj komfortno, da ne pridem glih preutrujene pa z zdrto glavo od glasnosti na cilja, ne, tako da malo se preference z leti spreminjajo. Ja, to pa. Več ali manj kot 20-krat si v življenju posnela duete. Kar nekaj si jih posnela, ne? Je manj kot 20-krat. Manj kot 20-krat. Ne vem. Da jih malo sešteti. Sodelovanje je bilo ogromno, pa teh duetov v živo. No, kjer je bil to najljubši, recimo, duet? Kreslin je še vedno meni en tak lik, ki mi je bil od malega bliz, pa zdaj, ko sem starejša, mi je bliz. Skozi mi je bliz, to, če nima v kontaktu, sva na liniji, ne vem, kako to reči, v eni frekvenci. A te kdaj, mislim, več ali manj kot 20-krat te je v življenju mamilo iti delati nekaj drugega, recimo svet robotike, kot tvoj brat dela, ne? Je v svetu robotike, se ne motim? Jaz imam 3 brate pa 2 sestre. Ja, en brat imam, jaz so lastniki ene fajn firme. No. A te je mamilo kakšen drug svet, tako mogoče poslovni svet, marketing, robotika? Ja, ne. Tam brat ima robotiko, drug dela pametne inštalacije. Vse je z nekaj povezano z eno hudo inteligenco, ki je usmerjena nekam, kjer res nisem doma. Mene zanima delo na svežem zraku, z naravo, z živalmi, z hrano. Jaz obožujem kuhanje, jaz obožujem nabiranje hrane in jo pol prenesem domov in si naredim nekaj. Meni se zdi to tak luksus, da živim na tem koncu sveta, res. Jaz uživam biti na svežem zraku, kot odklon temu, da sem skozi v studiu za kompjuterom. Mene ta poza klikanja miške pa klaviature, jaz imam dotle, Urška, nimam dotle ustvarjanja muske pa dajanja ljudem, ampak te ukočene poze. Jaz grem zdaj na streho delati za 1 let. Jaz bi šla v eno gorsko kočo za oskrbnika. Jaz grem nekam otok. Sam z veseljem. Ja. Posluš, sam da lahko se tudi mogoče malo počiješ od te svoje vloge. To ni zdaj pa nekaj drugega početi. Gre se samo za to, da se odpočiješ sam od sebe, mogoče tudi od terena, kjer si, vse veš, kako je naše prepoznavnosti pa take mogoče včasih težave, ki pridejo s tem, tudi zginejo, če greš malo dlje čez mejo. No. Jaz mislim, da je to super zaključek. Hvala za tale pogovor, super in hajpanje v bistvu. Kaj nas še sploh čaka, zaradi tega, ker se mi zdi, da teh 20, kaj je bilo komaj zate ogrevanje. Ja, pa hvala tebi, ker si bila ti kljub temu, da si skontrala, da jedva štejem do 20. Ker sem res za vsako vprašanje razmišljala, čakaj, sem ali nisem? No, hvala ti. Ja, hvala. Srečno se vidimo na koncertu. Ne? Hvala, pridite. Naj še zažiga.